si dobil eno rusko šahovsko knjigo, v kateri je napisanih 33 različnih kombinacij 4 figur. Ti izbereš, katero hočeš. Recimo kombinacija 10. Torej, tvoja naloga čisto na začetku je, da zdaj prebereš te začetne pozicije, kje stojijo top, tekač, skakač in dama. Dobro. Top je na F7. Dama je na E4. Kje? E4. Okej. In potem je kon je na D6. In tekač je na C2. Zdaj pa boš mogel prebrati vseh 20 dodatnih pol, tako kot jih imaš po vrsti napisane. In na to polje se lahko glede na karakteristike premikanja premakne samo ena od figur. Edvard bo v glavi moral zračunati, katera figura je to, jo predstaviti tja in potem to narediti še 19, v glavi premika te figure in na koncu bo točno vedel, kje te figure stojijo. Bo točno vedel ali pa ne bo vedel. Čakaj, Lado. To pa je zdaj ta naloga. Bi mogoče samo, Frida, če ti še ponoviš, kako stojijo figure, da si Edvard... Veš? Dobro. Edvard ve. Edvard, si pripravljen? Ja. Frida, pripravljena? Ja. Lado, brati bo treba, si pripravljen? Gremo! D7. Mam. B4. Mam. G6. Mam. B6. Mam. C4. Mam. D5. Ja, mam. Okej, no. A lahko preverimo na tej točki, kje se nahajajo figure? Lahko. Hvala. Torej, Edvard, kje se nahaja kon? Kon se nahaja na C4. Kje se nahaja tekač? Na G6. To. Kje se nahaja dama? Na B6. Bravo. In kje se nahaja top? D5. Bravo. Ampak še imamo do 20, ki je nekaj premikov, ne? Ja. Tako, nekaj poli. A ti veš, katero sem črko zadnjo rekel?